Sem Mihael Budja, redni profesor na oddelku za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer se ukvarjam z neolitskimi študijami. Pri prepoznavi hrane v arheoloških kontekstih je seveda na voljo več pristopov, ampak v tem našem primeru mi govorimo o ostankih hrane, ohranjenih v stenah keramičnih posod. Pri tem se moramo arheologi v resnici spustiti z ravni deskripcije arheoloških artefaktov na raven analize, študija molekul in pa stabilnih izotopov. Zdaj ostanki hrane v keramičnih posodah se prepoznajo s pomočjo lipidov. Lipidi so pa organske spojine, več vrst organskih spojin. Med drugimi so to ogljikovodiki, estri in pa maščobne kisline. Zdaj, za naš pristop so v resnici najpomembnejše maščobne kisline, ki se v teh keramičnih posodah seveda ohranijo tisočletja. Zdaj, njihova ohranjenost je zelo različna, lahko se ohranijo kot triacilgliceroli, kot diacilgliceroli, kot monogliceroli ali pa kot dve prosti maščobni kisline. Ena je stearinska, druga je palmitinska. No in študij teh, recimo temu, biomarkerjev omogoča s pomočjo kemikov, seveda kemijskih analiz, prepoznati različno hrano, ki se je v teh posodah kuhala ali pa shranjevala. Tako nam te maščobne kisline omogočajo prepoznati oziroma ločevati med maščobami, med živalskimi maščobami, med rastlinskimi olji, potem omogočajo prepoznati razlike med maščobami prežvekovalcev, neprežvekovalcev, med mesnimi maščobami in mlečnimi maščobami. In seveda iz tega potem lahko sklepamo o hrani, ki se je v teh posodah kuhala oziroma pripravljala ali pa shranjevala. Pa še nekaj, poleg teh maščobnih kislin so seveda zelo zanimivi estri, ki pa seveda omogočajo prepoznati različne voske, voske, rastlinske voske in pa seveda voske, čebelje voske, ki nam govorijo o shranjevanju medu. No in tukaj so pomembni tudi alkoholi, ki seveda govorijo o procesih fermentacije alkoholnega vretja in tako dalje. Vprašanje je zelo zanimivo zato, ker smo arheologi v zadnjih 30 letih sledili zgodbi, ki so jo predstavili populacijski genetiki in smo jo arheologi prevzeli, da bi jo skušali kritično ovrednotiti. Gre preprosto za to, da je bilo splošno sprejeto dejstvo, da je z prehodom na kmetovanje, to se pravi z prehodom iz mezolitika v neolitik, z prehodom iz lovsko-nabiralniškega gospodarstva v pridelovalno gospodarstvo, poleg tega pridelovalnega gospodarstva v Evropo z ljudmi, za temi neolitskimi poljedelci, prišla tudi sposobnost konzumiranja surovega mleka v odrasli dobi. Namreč vsi vemo, da otroci do 3. leta starosti lahko konzumirajo mleko, surovo mleko, po 3 letih pa to sposobnost nekateri izgubijo. Zdaj, ta sposobnost je seveda povezana z tako imenovanim mlečnim genom, ki je zakodiran v naš genom. No in tista zgodba, ki so jo peljali populacijski genetiki, pravi, da je seveda ta genom v Evropo prispel skupaj z temi neolitskimi poljedelci. Izkazalo pa se je, oziroma te zadnje študije, vezane na staro DNK, so pokazale, da
ne v Mali Aziji, tam, kjer naj bi se najprej zgodil ta prehod na kmetovanje in kjer naj bi se odvile te prve ali pa najzgodnejše živinorejske dejavnosti, tega gena ni ohranjenega pri teh neolitskih poljedelcih. Enako velja za vse neolitske poljedelce v Evropi. In zadnje študije so pokazale, da se je ta gen prvič pojavil šele leta 2500 pred našim štetjem in to v severni Evropi. Zdaj tisto, kar pa je zanimivo, je pa to, da so pa nam lipidi pokazali, da so neolitski poljedelci, živinorejci intenzivno uporabljali v prehrani mleko. Namreč lipidi so pokazali, da lahko uporabo mleka, to se pravi konzumiranje mlečnih izdelkov lahko sledimo vse od leta 8000 pred našim štetjem v Levanti, se od recimo leta 6500 pred našim štetjem v Evropi. Kaj zdaj to pomeni? To preprosto pomeni, da je predelava mleka, to se pravi predelava mleka v mlečne izdelke, v sir, maslo, jogurte, kefir, omogočilo konzumiranje predelanega surovega mleka. Namreč ta mlečni gen je seveda povezan z tem procesom pretvorbe presnove mlečnega sladkorja, laktoze s pomočjo tega encima laktaze. Če tega encima seveda nimamo, če tega mlečnega gena nimamo, mi ne moremo presnavljati surovo mleko. Zdaj, fermentirani izdelki pa, v teh fermentiranih izdelkih je pa ta količina te laktoze tako nizka, oziroma se toliko zniža, da lahko potem konzumiramo mlečne izdelke. Raziskave, ki smo jih opravili skupaj z kolegicami na Inštitutu Jožef Štefan, so pokazale, da so najstarejši ostanki mleka ohranjeni v keramičnih posodah, ki smo jih našli v Mali Triglavci pri Divači. Ko govorimo o najstarejšem mleku v arheoloških zapisih v Sloveniji, seveda govorimo o času 5420 pred našim štetjem. To je zaenkrat najstarejši podatek o mlekarstvu in pa konzumiranju mleka na naših prostorih. Pri analizah ostankov mleka sta ključna dva kemijska postopka. Eden je masna spektrometrija, drugi je pa plinska kromatografija, ki so jih seveda upravili kolegi na Inštitutu Jožef Štefan. No in te analize so pokazale, da imamo v Mali Triglavci v teh keramičnih posodah zelo dobro ohranjene sledove mleka, surovega mleka, da je to mleko kozje mleko, ker s pomočjo teh stabilnih izotopov, ki se ohranijo v teh posodah, je mogoče razlikovati ostanke teh mlečnih kislin, razlikovati med različnimi živalmi, med različnimi mlečnimi gospodarstvi. Odkrili sledove mleka smo pa odkrili tudi v keramičnih posodah z Ljubljanskega barja. Tam je bil nabor teh sledi, ki dokazujejo različne ostanke hrane, celo najbogatejši, največji. In morda kot zanimivost je vredno omeniti tudi to, da je seveda to prostor, kjer naj bi po teh starih interpretacijah bilo jezero, ampak naše analize pa v resnici dokazujejo, da je bilo v teh prostorih zelo intenzivno to živinorejsko pašno gospodarstvo. No in še tretji paket teh ostankov različne hrane v keramičnih posodah je pa dokumentiran v keramičnem asemblažu v Moverni vasi, kjer smo pred mnogimi leti izkopavali naselbino z zelo dolgo časovno sekvenco, kjer smo pa poleg ostankov mleka, mesnih maščob
odkrili tudi sledi čebeljih voskov, ki jih seveda lahko domnevno pripišemo tudi pripravi medice, medu pa zagotovo. Tisto, kar je zanimivo v tem kontekstu, je tudi to, da v moderni vasi, v Beli krajini, se živalski ostanki v teh arheoloških depozitih zaradi kislosti zemlje niso ohranili, tako da je edini način, ki nam omogoča prepoznavo ostankov hrane, ravno analiza lipidov ohranjenih v teh stenah keramičnih posod.